Hokejska bralna postava. O sebi je zapisala, da je letnik prvega bibliobusa v Mariborski knjižnici, da je formalni sistem spoznala prav na vseh stopnjah in ravneh in da zato verjame, da je presežke možno doseči le izven utečenega sistema. Ima se za otroka Mariborske knjižnice, tam je začela svojo karierno pot, ki jo tudi nadgrajuje. Zanima nas, kaj boš predstavila, že zaradi tega, ker boš tako zanimive spremljevalci in komentarje. Dobar dan. Tale zadnja debata, navodilo je bilo, mikrofon. Tale zadnja debata je pokazala dvoje, da knjižničarke in seveda knjižničarji smo carji v svetu zgodb, ki nas oblikujejo, hkrati pa zelo podvrženi upoštevanju natančnih navodil. Pri igri, branju in domišljiji ni navodil. Vse ne takšnih, ki bi nas peljali do tistega cilja, ki si ga na začetku predstavljamo. Če nam uspe, da kakšno partnerstvo spremenimo v sodelovanje, kjer en drugega pripelje do zmagovalca, potem smo nadgradili tisto razmišljanje, da tisti, ki nam je na drugi strani ali pri drugem golu, ni naš nasprotnik, ampak naš partner na poti do zmage. V 7. razredu se fantje in seveda dekleta, ampak danes so z nami fantje, učijo pri enem od predmetov, ki ima tako zapleteno ime, da jaz priznam nikoli, da ne uspemo osvojiti, ampak je nekaj zvezi z etiko. In se učijo o predstavkih, stereotipih in vrednotah. Knjižničarke in knjižničarji vemo, da je precej stvari povezanih oziroma da imamo precej predsodkov in stereotipov, ki v naši stroki vladajo. Tudi v branju jih je kar nekaj, torej ali je branje individualna zadeva, ali je branje dolgočasna zadeva, ali nas branje pelje naprej. Hkrati vemo, da tudi branje predstavlja pomembno vrednoto. Zdaj vprašanje je, ali to vrednoto le izgovarjamo ali jo živimo. Pri mladih, na katerih svet stoji tudi v tem sklopu in dejansko svet stoji, je pomembno, da vidijo nas odrasle, kako vrednote, v katere verjamemo, živimo. In naš projekt med tema dvema partnerjema v Mariboru, v nogometnem Mariboru, pač ima eno tendenco. Če že v Mariborski knjižnici nimamo nove knjižnice in maksimalnega financiranja, ampak vedno sledimo spremembam in vsekakor smo sodelovali pri načrtovanju, da predstavljamo hokejsko bralno postavo strokovnim kolegom po zaključku svetovnega prvenstva v hokeju. Kljub temu, da se risi sedijo eno selekcijo nižje, nič hudega. Izzive za rod, ki prihaja. Začelo se vse s to knjigo Banda na avtobusu na poti iz Maribora na Jesenice s prebiranjem, ker pač nekateri hodimo vedno s knjigami naokrog. In situacija je tudi takšna, da ta današnja predstavitev bo imela dva partnerja, vedno, ker smo dva, je malo nefer, če samo en zgodbo predstavlja. Tako da bando Mariborske knjižnice predstavljam jaz, hokejsko bando predstavljajo tile fantje, ki ste jih že zaznali v prostoru. Imela bo 3/3, tako kot ima hokejska tekma. In situacija je tudi takšna, da žal tudi knjižničarstvo ni neobčutljivo na nepotizem, tako da če bo kateremu od fantov beseda Sabina pobegnila mama, ne jim zameriti. Prvi, ki bo predstavil ekipo, torej ta del hokeja, je Tine. Izvoli. Kaj pomeni HBP? To ste že slišali od mame. HBP pomeni hokejska bralna postava. Zakaj takšne barve? Hokej v Mariboru, značilna barva je oranžna
Bralna knjižnica, logotip je bil belo-rumen, zato tudi belo-rumena in postava, ker smo iz Maribora seveda vijolična rumena. Predstavim vam imena in postave. V rdeči majici je Mauro in je kapetan U14, zdaj je v U16. Ta je bolj majhen, je Filip, zraven njega je Tijan in zraven njega še moj brat Miha. Vsi treniramo že približno 7 do 8 let. Treninge imamo od avgusta do aprila 3-krat tedensko, 3 do 5-krat tedensko. Od septembra do aprila pa imamo tekme, enkrat do 2-krat tedensko, v končnici pa tudi do 3-krat do 4-krat tedensko. In zdaj vabim na oder napadalca Filipa in golmana Mihaja. Pri hokeju mi je všeč, da je igra nepredvidljiva, napeta, zanimiva, naporna v dobrem smislu in živčna, ker Tina in Miha ne veste, kdaj bosta dobila gol. Pri branju knjige na avtobusu mi je všeč, da so zgodbe nepredvidljive, napete, zanimive, naporne v dobrem smislu in živčne, ker ne razumem dobro, če to ne bere dovolj jasno in glasno. Brali smo tisti, ki smo hoteli. Trener nam je predtem pobral pametne telefone. Pri branju smo se menjavali, tako kot na ledu, ko smo srečni, če so menjave prave in ni na ledu kakšen igralec preveč. Začeli smo s knjigo Enka svoboda. Najprej smo brali od kletvice do kletvice, nato smo si razdelili po vlogah. En je bral Aneja, drugi Sabija. Bralo nas je vedno več. Ko več nismo zmogli ali hoteli, je na glas brala Sabina, mi pa smo le poslušali. O prebranem smo tudi vedno debatirali, še posebej, ko je bila kakšna neznana beseda, na primer lira ali funt, razlikovanje med besedama strpen in potrpežljiv. Z nami na pot so šle tudi še druge knjige, tako da smo sredi sezone spremenili način igranja, v bistvu branja. Najprej smo brali 2 ali 3 poglavji izbrane knjige, se o prebranem pogovarjali in nato brali ali pregledovali knjige vsak zase. Ko smo prebrali Enka svobodo, je na tekmo z nami potovala pesniška zbirka Pesmi in pesničice ter biografija Jaz, Tina. Pri glasnem branju smo ugotovili, da je med nami razlika. Eni berejo bolje, drugi imajo še možnost za napredek. Vsi pa potrebujemo redne treninge tudi pri branju. Ugotovili smo tudi, da lahko mlajši igralci berejo bolje kot starejši. Včasih tudi branijo ali igrajo bolje. In da pri branju ni nič narobe, če se ti zatika, saj se tudi Sabini kdaj zatakne. Da čas na avtobusu tako hitreje mine. Da tudi pri filmu, če ni sinhroniziran, moramo brati. Vprašali smo se, zakaj smo vedno gledali filme s podnapisi. In tudi, da ima kapetan tu pri branju glavno besedo. Najprej pozdravljeni vsi, potem pa rad bi še povedal kot kapetan. Pri tekmanju vodim ogrevanja na suhem ter pa na ledu. Jaz osebno takoj prepoznam, ali bo ekipa zbrana, da bomo pripravljeni na zmago, ali pa se bomo čez tekmo preprosto rečeno vlekli po ledu. Kot kapetan U12 si želim, da damo gole, da si podajamo, da sodelujemo in da obrambamo skrivnost. Najprej mi je bila ta stvar z branjem čisto mimo. Bil sem pripričan, da nekak branje ni najbolj za na tekmo. Ni bilo dolgo, ko sem spoznal, da se lahko ekipa to drugače poveže, ne samo prek Bluetootha na telefonu. Sploh nisem hotel sodelovati, mama in ata sta mi rekla, naj le poslušam, če mi bo, da je Sabina rekla, da ni potrebno brati, če nočem. Potem pa mi je Anej bil ful carski in me je zanimalo, kako se bo zgodba končala. Pa še pri branju sem bil vedno boljši. Kot kapetan pa sem ugotovil, da smo bili na tekmi bolj zbrani.
V avtobusu in garderobi je bilo manj pizdarij. Ko smo brali in sodelovali, smo skoraj vedno zmagali. Tako kot pri vsaki stvari in pri vsakem projektu pride nagrada. In karkoli počnete, vzamete si čas, ne idite takoj v novo načrtovanje, vzamete si čas za nagrado. Pri nas je ta nagrada sladka, tista, ki je sedla v želodec in tista otipljiva, ki fante spremlja še naprej. Seveda je bila to banda, saj drugega ne more biti. Ne? In ko nagovarjate skupino, kjerkoli nagovarjate skupino, ne posabite na tisto, kar naredi razliko med vsakim posameznikom. Danes ste jih videli 5, v ekipih je 25, polnoma drugačnih, vsak zase. In ko so od knjižnice v dar za sodelovanje pri tem projektu dobili knjigo, je vsak dobil tudi posvetilo. Žrebani so knjige, ampak čisto vsak se je našel tistem, kar je bilo napisano. Ja, knjižničarji smo carji, imamo neizmerno moč, če verjamemo v branje in ga tudi prakticiramo. Povsod, kamorkoli gremo. In če to, kar počnemo, za nas ni le služba, ampak dejansko poslanstvo, ki ga uresničujemo. In če smo pri tem avtentični. Konec koncev, vedno se vse začne in konča pri vodenju. In banda, ki je v mariborski knjižnici pomagala, sodelovala, oblikovala pri tem, je danes tudi delno zraven. Zakaj se bom zdaj tega dotaknila? Na svojem delovnem mestu delam kot vodja oddelka za knjižnično mrežo, torej predvsem urejam nadomeščanje, kako, kdaj, kdo, da enote funkcionirajo in da ne zapremo vrata. Ampak moj prvi stik s knjižnico je bila pravlična ura pri Moniki Črmeli, ki sedi tukaj in očitno je nekaj nasadila, da je zdaj vzklilo tudi pri tem, da širimo skupaj to energijo do mladih in da nam je mar, kadarkoli, kjerkoli. In seveda tukaj ne bi šlo brez naše službe za mlade bralce in Maja Logar, ki vedno in povsod glasno in jasno pove, da na mladih svet stoji. In to pri tem, ko postavljamo gesla v katalogu ali ko izbiramo kakovostno literaturo. Seveda ne morem še mimo ene kolegice, ki je danes z nami, Desanke Tavčar, ki je vodja 2 enot pri nas, knjižnice Tabor in knjižnice Selnica ob Dravi, in zelo uspešno potuje med svetovi za mlade in za odrasle. Ter naše direktorce, ki vedno in znova sprejme takšne izzive, ker ve, da to prenaša energijo v kolektiv, ki jo pijejo tisti, ki ne razumejo, kaj je biser lokalne skupnosti. Ampak včasih takšni, ki nam pijejo energijo, so v vlogi šmirgl papirja. Se veste, kaj z njim. Iz nas naredi biserje. Šmirgl papir ostane to v kosu. Torej, lepo vas prosim še en aplavz za ekipo. Verjemite, da je njim bilo skoraj tako težko, kot če bi bilo vam, če bi stopili na led. S tem je seveda knjižnica gostiteljica, predvsem knjižničarji, ker knjižničarji smo soobjekt, knjižnice so objekt, pokazali tisto, kar knjižničarji znamo, takoj reagirati in takoj stvar narediti. Fantje so mi tukaj malo zdaj pošepali, ker čez vikend smo imeli vaje in priprave. In ko smo sedeli in so me malo nadvladali, kar je sicer težko predvadljivo, ampak so,
Sem enkrat rekla, pa dobro, pa kaj v šoli delate projekte skupaj? Se ne delate samo govorne nastope vsak zase, ne? Se delate po 2, 3, 4, kako to zgleda? Vseh 5 v eno. Naredi, ostali stojimo zraven. Ja, ko boste zaključili uspešno hokejsko kariero, imate že najbrž odprta vrata v knjižnice, ne samo kot uporabniki, ampak gledajte, to je perspektiven kader, ne? Ki se zna boriti ne samo na ledu, ampak najbrž tudi na kakšnih drugih površinah. Sabina, hvala za to, da si nam predstavlja zanimivo ciljno publiko, to so fantje in športniki. Tudi mi knjižničarji imamo najbrž predsodke, da fantje itak manj berejo, sploh pa športniki, a ne? Da smo se soočili tudi s tem. Hvala vam vsem, pa lepo se imejte in veliko uspeha pri hokeju in branju.